3 mesece mineva od slavnostnega odprtja meje med Slovenijo in Hrvaško, ki se je zgodil 31. decembra 2022. Zanimalo nas je, kakšne so razmere na meji na Dragonji danes. Torej z vstopom Republike Hrvaške v Schengen se je prenehalo z izvajanjem mejne kontrole. To pomeni, da smo dvignili zapornice, v kabinah na mejnih prehodih pa ni več policistov, ki bi preverjali dokumente potnikom. Ta nezakonito prehajanje državne meje se je tako premaknilo nekoliko v notranjost države in se izvaja zdaj v obliki tako imenovanih izravnalnih ukrepov. Zdaj lahko povemo, da ta trenutek policisti ne zaznavajo večjih težav pri prehajanju slovensko-hrvaške državne meje, opažajo pa prevelike hitrosti pri potnikih. V ta namen, prav v namen umirjanja hitrosti, smo na nekatere, se pravi nekdanje mejne prehode, postavili tudi silhuete policistov, ki boste najbrž lahko videli. Ob tej priložnosti seveda apeliramo na vse voznike, ki prehajajo slovensko državno mejo, da upoštevajo postavljene omejitve hitrosti. Na mejnem prehodu je promet sicer potekal tekoče, čeprav so nekoliko višje proti Plovaniji delavci popravljali most, zato je postavljen semafor nekoliko upočasnil pretok. Sicer pa posebnosti na odprti meji ni bilo videti. Kljub temu pa na policiji pravijo, da razmere spremljajo in da se bo šele ob prihajajočih velikonočnih praznikih, ko pričakujejo prvi večji naval turistov, videlo, ali bo vse potekalo brez težav. Se pravi, apeliramo na vse, da pri prehajanju preko nekdanjih mejnih prehodov vozijo zelo počasi in zares previdno. Težava pa niso le hitrosti pri prehajanju same meje. Od odprtja meje naprej, še posebej pa v zadnjih tednih, ko se je začelo lepo vreme, se je promet na cesti med Dragonjo in Šmarjami opazno povečal. Povejte mi, vi tu živite ob cesti, malček naprej je meja. Kakšne so razmere, odkar se je odprla meja? Kakor jaz vidim, je samo 100% porast prometa. Zjutraj, ko se vozijo Hrvati na delo tle v Slovenijo in naprej v Italijo, to je dirkališče, 150, 160, kakšen z motorjem, tudi verjetno še več. Policije tako na vsake kvatere pridejo malček pogledat, ne. Radarja na tej cesti, tule gor ga še nisem srečala, da bi bil, naprimer ona ravnica tja proti Sečolah, tam občasno stoji, ne, tle ga ni, tle pač pravijo. Nimamo toliko osebja, pa nimamo prostora, ki je radar postaviti. Če se bi hotelo, bi se lahko, ne. Tudi dosti je starejših voznikov, se vidi, vozijo počasi in ker ti vozijo počasi, odzadaj se oni, ki se mudi, polna črta, križišče, ovink, gremo mimo. Se pravi, razen tega se je kaj spremenilo za vas? Ste vseeno občutite vsaj to, da greste lahko brez pregleda dokumenta čez mejo? Nisem hodila kadoj, ko je bila tle zraven, ko sem dokumenti ali pa brez zame ne igra vloge, tako da ne. Za nas na Mečine je samo še večji problem prijeti čez cesto, tu pridejo kmetje dol iz vasi, Svetega Petra, Nove vasi, prijeti s traktorjem na cesto za vikende, misija impossible, nemogoče. Prebivalci ob cesti, ki pelje od Dragonje proti Kopru, si torej želijo boljše ureditve ceste, saj do sedaj država za to ni imela posluha. Gre namreč za državno cesto, občine pa za njeno urejanje niso pristojne. Nova turistična sezona je pred vrati in čeprav se mnogi veselimo prostega prestopa meje, vsi nad posledicami tega niso navdušeni. Ta teden smo obeležili prvi pomladni dan, zato bo tudi poletje vsak čas potrkalo na vrata. Lansko sezono so v nekaterih obalnih mestih s turistično sezono dosegli nove rekorde. Kako bo letos, pa bomo še videli. Turizem lahko nekaterim pomeni zaslužek, hkrati pa predstavlja obremenitev, ker povzroča veliko porabo pitne vode, zastoje na cestah in gužvo na obalnih plažah, ulicah in parkingih. Za mnenje o prihajajoči turistični sezoni smo povprašali mimoidoče v Kopru. Koliko se veselite oziroma ne turistične sezone, ki prihaja? Mi kot Primorci, se pravi, ki živimo na obali, se verjetno turistične sezone ne veselimo. V prvi vrsti zaradi gužve, zaradi ljudi,
bomo rekli, tudi malo zaradi nekih čudnih ljudi, ki se, bomo rekli, izpostavljajo določenim zadevam. Vemo vsi, da obala je samo eno veliko morje in sonce, ampak druge stvari so pa v ozadju, ki jih človek ne izdaja oziroma ki jih javnost ne zve. Kakšne pa so te stvari? To so stvari, ki bomo rekli, ki živimo, ljudi, ki živimo na obali, nas motijo. To je predvsem gužve v prometu, gužva v trgovinah, kolone in tako naprej. Gužva na plaži, že bomo rekli brez sproščenega življenja, tako kot bi rekel od večina leta, kot ni sezone. Pa iskreno ne smetaju mi. Može da se napuni grad malo više što treba, ama nemam neki problem sa turistima. Veselimo se, zakaj pa ne. Zakaj pa se veselite? Pa dobro, lepega vremena, malo turistov, ni odveč, zakaj. Kot prebivalka mestnega jedra, mislim, zavedam se, da turistična sezona mora biti, saj je del prihodka tukaj tudi iz turizma, načeloma pa malček vpliva na naše življenje, kar se tiče parkiranja, hrupa, gneče. No, tako, ampak ja, drugače pa se veselim dogodkov, ponavadi je povezano tudi z več dogodki, kar je tudi dobro za nas, lokalne prebivalce. Ma tako, nekaj srednjega, še kar. Zakaj pa? Ki se bo malo več dogajalo, bo malo več priložnosti za žurati, za se hengati, spoznavati nove ljudi in tako. Zelo. Kot ulični glasbenik računam na to, da čim več turistov. Večja gužva je boljše zate. Ja. Kaj pa kot meščan? Kot meščan, ma tudi, ker mi je lepo, jaz pač kot prebivalec prav starega mestnega jedra, pač mene ne moti hrup v sezoni, pač smo v turističnem mestu. Pač če bi me motil hrup, bi se mogel preseliti v gozd.